Pozdravljeni. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, najprej bi se zahvalila vodstvu Filozofske fakultete, da je omogočilo predstavitev našega dela v prostorih Filozofske fakultete. Kajti Filozofska fakulteta je zelo povezana z Inštitutom za narodnostna vprašanja, je tudi ena izmed soustanoviteljic. Zaradi tega je prav ta predstavitev tukaj pomembna. Na drugi strani smo pa tudi številni raziskovalci vezani tako za Filozofsko fakulteto kot predavatelji oziroma profesorji, tako da sem jaz v tem trenutku direktorica inštituta in pa istočasno tudi izredna profesorica na oddelku za splošno in primerjalno jezikoslovje, katere predstojnica je dr. Marvinova, ki je tudi prodekanja Filozofske fakultete. Tako da, kakorkoli, tudi tukaj je posega, se naše aktivnosti, dejavnosti prepletajo in poskrbimo tudi to, da se študentje seznanjajo z delom, ki poteka tako na inštitutu kot na sorodnih inštitucijah v zamejstvu. Predstavila bom danes 90 let strokovnih in znanstvenih kompetenc Inštituta za narodnostna vprašanja. Inštitut za narodnostna vprašanja je brez dvoma ena zelo pomembnih inštitucij, ki se ukvarja z raziskovanjem manjšinskega vprašanja etničnosti, ne samo v slovenskem prostoru, ampak tudi v mednarodnem prostoru. INV, kot mu pravimo danes, je naslednik manjšinskega inštituta, ki je začel z delom 1. februarja 1925, tako da letos praznujemo 90 let njegovega delovanja. V vseh teh letih je obstojal, deloval in v začetni prav ustanovljen je bil zato, da je z namenom proučevanja položaja Slovencev v sosednjih državah, položaja nemške in madžarske manjšine v Sloveniji ter v kontekstu nastajanja mednarodne manjšinske zaščite v okviru Društva narodov in evropskih manjšinskih kongresov. Tako da so bili prav njegovi raziskovalci, ustanovitelji, tisti, ki so sodelovali v nastajanju manjšinske zakonodaje v takratnega Društva narodov. Kasneje je inštitut, bil je tudi med drugo svetovno vojno, je deloval na osvobojenem ozemlju Slovenije. Takrat je bil znanstveni inštitut. Potem je bil njegov oddelek za vprašanje meja se leta 1948 z odlokom vlade preoblikoval v Inštitut za narodnostna vprašanja pri Univerzi v Ljubljani. Nekaj časa smo bili v okviru univerze, kasneje pa se je spet inštitut v bistvu ločil od univerze in postal samostojni raziskovalni inštitut. Leta 1992 pa je inštitut postal eden prvih javnih raziskovalnih zavodov v Republiki Sloveniji, katerega ustanoviteljica je Vlada Republike Slovenije in pa Slovenska akademija znanosti in umetnosti ter Filozofska fakulteta. Skratka, od takrat je inštitut deluje kot javni raziskovalni zavod z številno razvejano tematiko. Samo na kratko, kako je potekala organizacijsko dejavnost, kot vidite na tem grafu, od leta 1925 manjšinski inštitut, znanstveni inštitut, Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani, tudi nakazano, kdaj smo začeli z izdajanjem razprav in gradiva, kdaj je bil ustanovljen specializirani Indok center, ki je del inštituta, kdaj je knjižna zbirka Ethnicity, kdaj Mednarodni center za medetnične odnose in manjšine v jugovzhodni enoti ter enota Lendava. Skratka, inštitut, postavi se vprašanje, s čim se inštitut ukvarja. Inštitut ima zelo razvejano dejavnost, ukvarjati na eni strani najpomembnejša, lahko bi rekli tisto, zaradi katerega inštitut obstoja, je najpomembnejša raziskovalna dejavnost. Pomemben je seveda tudi specializirani Indok center oziroma danes mu pravijo infrastrukturni program, v katerem ki pokriva področje knjižnice in pa tudi arhivskega in pa dokumentacijskega gradiva. Potem je izobraževalna dejavnost in pa tudi publicistična dejavnost. 4 pomembna področja. Raziskovalna dejavnost inštituta, o njej bi lahko govorila zelo veliko, kar nekaj ur, s čim vse se ukvarjamo,
ampak mogoče eno izmed, navedla sem samo nekatere raziskovalne projekte. Zakaj? Kajti ti so nekako usmerjali in pa tudi prikazujejo vso raznoliko in razvejano dejavnost inštituta, tako glede samih vsebin, kot tudi glede vključevanja različnih disciplin. Tako da inštitut nedvomno izpolnjuje poslanstvo večdisciplinarnosti in pa interdisciplinarnosti ter povezovanju z sorodnimi inštituti, tako s Lorjem, SZI-jem, Urbanom Jarnikom in pa tudi drugimi evropskimi inštituti širom po Evropi, v Italiji, Avstriji, Nemčiji, ki se ukvarjajo z podobno tematiko. Ob seveda dejstvu, da je le Inštitut za narodnostno vprašanje najstarejši inštitut, bi lahko rekli s ponosom, če ne v Evropi brez dvoma, ki še danes deluje. No, poleg glavnega programa, ki se nanaša na slovensko narodno vprašanje in manjšinske študije in slovensko narodno vprašanje, program, ki ga inštitut pridobiva na osnovi vsakih 5 let in ki pokriva vsa temeljna področja dejavnosti, velja omeniti tudi nekatere raziskave, ki so pač tudi vplivala na našo prepoznavnost. Pri tem bi izpostavila zavestno prvo raziskavo Madžari in Slovenci, sodelovanje in sožitje v jugoslovanski madžarski meji, zakaj in raziskovalna skupina inštituta in pa raziskovalna skupina Maksim Gorki Budimpešta. Ta raziskava je vsaj po oceni tudi mene bila zelo pomembna v tistem obdobju, odnosov, ki niso bili taki, kot bom rekla, so bili mnogo let kasneje, ampak ko je veljala še železna zavesa in ob tem se je pripravila, smo izvedli raziskavo v 2 krajih, v krajih ob slovensko-madžarski meji, raziskavo, ki bi se jo še danes ne razslamovali v metodološkem pogledu. Bila je prava empirična raziskava, ki je nekako primerjalno prikazovala tako izobraževalno, kulturno kot družbeno-ekonomski položaj 2 krajev ob meji. Ta raziskava brez dvoma nadaljevanje oziroma ponovitev bi pokazala razlike in kaj se je dogodilo v teh številnih letih od takrat pa do danes. Potem zaznamovalo je tudi prepoznavnost večletni projekti medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru, primerjalna analiza elementov narodnostne identitete prebivalstva na stičnih območjih. Zakaj? Tudi ta raziskava, ki je nekako potekala, to je bila longitudinalna, 10 let je postavila temelje tudi empiričnemu raziskovanju na Inštitutu za narodnostna vprašanja z uporabo specifičnih teh terenskega dela, empiričnih podatkov in tudi statistične obdelave. Potem seveda etnična identiteta v slovenskem etničnem, Slovenci v prostoru nekdanje Jugoslavije, potem narodnostno-manjšinska politična identiteta. Kot vidite, v vse te raziskovalni projekti posegajo tudi ne samo na področje v Sloveniji, skratka raziskovanje v tem etnično mešanih območjih v Sloveniji oziroma jezikovno-stičnih, obsegajo tudi raziskovanje v prostorih, ki so mejni prostori in posegajo tudi na področje sosednjih držav. Samo da nekatere nakažem, etnična dimenzija, Slovenci uporabijo travma in nasilja, procesi etničnega raziskovanja v Sloveniji. Skratka, cel kup teh projektov je, ki so po vsebini vezani in nastajajo v sodelovanju z inštituti, kateri so se tudi danes predstavljali. Ne samo raziskovanje v tem etnično mešanem območju, ampak in pa obmejnem območju je bila v preteklosti, v teh letih tudi močno prisotno raziskovanje slovenske integracijske politike, potem integracije državljanov tretjih držav v Sloveniji, potem dotikali smo se tudi različnih konceptov jezikovne in kulturne raznolikosti v obmejnih mestih, kajti raziskovanje, seveda, ki ga inštitut usmerja, ni samo na mešanih območjih, ampak predvsem tudi v teh obmejnih krajih.
Potem nekako smo tudi začeli z raziskovanjem ekonomskega vidika jezika, ki predstavlja neke vrste novo področje in pa tudi, bom rekla, manjšimi študijami primera o tem, kako je pomembna vloga gospodarstva pri ohranjanju in razvijanju identitete kakršnekoli skupnosti. Potem ne samo obmejno področje, tudi, bom rekla, dotikamo se področja Alpe Jadrana in ga poskušamo obravnavati z različnih perspektiv in pa vidikov. Seveda, vsi ti projekti, ki sem jih navedla, ki sem jih omenjala, so predvsem projekti, ki jih inštitut pridobiva na razpisih Agencije za raziskovalno dejavnost ali pa na drugih razpisih, tudi razpise Urada za Slovence po svetu, ki ga bom posebej še predstavila. Na drugi strani pa je tudi inštitut zelo nikakor prisiljen, da, ker čeprav smo javni raziskovalni zavod, smo na nek način kot nek podjetje, ki si mora pridobivati tudi sredstva preko projektov za svoje preživetje. Zato smo prisiljeni bili že v letu 2009-2010 iskati evropske projekte, in takih, ki bi jih lahko izpostavila in ki so pomembni, je na primer dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti. To je eden največjih projektov v Sloveniji, evropski projekt, ki je se dotikal romske problematike in sicer na kakšen način dvigniti socialni in kulturni kapital v okoljih. Projekt je bil izrazito, v projektu inštitut na osnovi svojega bogatega znanja, svojih teoretičnih izkušenj postavil model, kako integrirati, skratka, kako dvigati ta jezikovni kulturni kapital v tistih okoljih, kjer živijo, z uvedbo inkubatorjev. Skratka, tukaj inštitut je na nek način postavil neko inovacijo z inkubatorji in pa z izobraževanjem, skratka, v okoljih, kjer živijo. Skratka, zakaj je potrebno romsko populacijo vse usmeriti v okolje, kjer pač živijo. Ta projekt je zelo bil odmeven ne samo v našem prostoru, ampak tudi v mednarodnem prostoru. Lahko omenim samo kot primer, da čisto po spletu je profesorica iz Amerike prišla na ogled, kako se projekt izvaja in kako bi se lahko ta praksa, ki smo jo izvedli preko tega projekta, na primer, umestila v neka druga področja, na primer na Slovaško. Potem je tudi tukaj velja omeniti drugi projekt MINDO, ki je manjšinski informacijski dokumentacijski, tudi zelo pomemben evropski projekt, ki smo ga skupaj delali oziroma izvajali z Slovenskim znanstvenim inštitutom, ki pomeni, da se nekako najpomembnejše članke z našega področja skratka arhivira, spravi na online in so v obeh jezikih ves čas dostopni. No, tudi na drug način, drugi evropski projekt, katerega so tudi znanje naših inštitutskih sodelavcev pripomogli, da smo ga izvajali in da smo ga tudi pridobili, je e-kompetence učiteljev v dvojezičnih šolah. Potem ene zadnjih projektov, kateri je bil prav tako zelo odmeven, predvsem v mednarodni javnosti strani Madžarske, pa tudi drugih, je Porabski slovenski v madžarskem Gulagu, projekt, katerega raziskovalni rezultati so se tudi pokazali v številnih malih filmčkih. Pred kratkim je tudi na osnovi raziskovanja tega bila odprta spominska plošča v Monoštru, posvečena porabskim Slovencem v madžarskem Gulagu. Seveda pa je tudi, poleg teh tematik in velja prav tako omeniti pomembno tudi te varstvo manjšin in manjšinske pravice, ki so dejavnik integracije in upravljanja različnosti. Prav ta tematika upravljanja različnosti je tematika, s katero inštitut se povezuje in navezuje številnimi institucijami v sosednjih državah in pa tudi, bom rekla, širše v Evropi.
No, prav tako evalvacija stanja in razvojne perspektive slovenske narodne manjšine v Italiji, raziskava, ki jo je kolegica opravila tudi ob sodelovanju skratka z Slovenskim raziskovalnim inštitutom. No, ena izmed zadnjih raziskav, ki jih trenutno potekajo na inštitutu in ki velja brez dvoma, ki jo moram omeniti in jo je že tudi omenil moj predhodnik Devan Jagodic, je projekt Mladi v slovenskem zavejstvu, družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi. Ta raziskava ni samo po vsebini nekaj posebnega. Mislim, da je ta raziskava posebna tudi v tem, kajti sodelujejo tako inštitut kot nosilec in pa sodelujoče ustanove Slovenski znanstveni inštitut, Narodopisni inštitut Urban Jarnik in pa Slovenski raziskovalni inštitut. Ta skratka raziskava opravlja empirična raziskava, ki posega v vsa ta področja in nanaša se predvsem na percepcije mladih z vseh vidikov in ki jo bomo pač zdaj obdelali tako analitično kot primerjalno. V tem imamo Slovenski znanstveni inštitut iz Celovca pokriva in slovenski narodnopis pač Slovence na Koroškem in pa na Štajerskem, Slori Slovence v Italiji, v Furlanijski krajini in tudi Videmski, medtem ko Inštitut za narodnostna vprašanja pokriva tako Porabje kot Hrvaško. Porabje in Hrvaška sta pač dva področja, kateremu inštitut, se maksimalno tudi področja in na nek način predstavlja tudi, saj glede področja v raziskovalnem pogledu nekoliko deficitarno področje. Raziskovalna dejavnost seveda v zadnjih letih je bila s številnimi tudi sodelujemo seveda s številnimi institucijami v Sloveniji, tako naše sodelovanje je zelo bogato z kolegi ZRC SAZU-jem, to navedla sem samo nekatere projekte, potem Inštitutom za novejšo zgodovino, potem tudi prav zadnji projekt, ki ga smo skupaj pridobili, je pa za Filozofsko fakulteto, je koncept madžarsko-slovenskega slovarja. Skratka, da tudi naše povezovanje, prav zaradi naše razvejane in multidisciplinarnosti, ki jo imamo, lahko se povezujemo z drugimi. No, pri tem bi samo na hitro omenila, da tudi, nimam več veliko časa, da tudi sodelovanje z uradom je zelo konstruktivno in vedno nekako preko njihovih razpisov, pa tudi preko naših pogodb z njimi izvajamo študije, projekte, raziskave, ki jih umeščamo, ne samo, niso samo za urad, ampak so tudi, del naše dejavnosti inštituta. No, to se pravi, tle kar nekaj sem jih navedla, slovenski jezik, to se pravi, v zadnjem obdobju je bilo veliko, skratka, poudarka pri raziskovanju oziroma pri izvajanju študij, ki se nanašajo na Porabje in pa tudi Hrvaško. No, seveda o raziskovalnem programu, kot sem rekla, bi lahko govorila še nekaj ur, imam pa samo še 1 minuto na razpolago. Tudi specializirani Indok center je predstavljal srednjo ustanovo za zbiranje gradiva o etničnih študijah. Mislim, da imamo, tukaj je približno 40,000 knjig imamo, številne monografije, pa tudi naše arhivsko je zelo bogato. Izobraževanje predstavlja tudi pomembno dejavnost inštituta in se izkazuje zlasti na področju usposabljanja mladih raziskovalcev in vključevanja raziskovalcev v pedagoške procese, tako v Sloveniji in v tujini, kajti so naši raziskovalci vključeni tako na Univerzo na Primorskem, Univerzo v Ljubljani, ne bom rekla številne fakultete, potem imamo tudi z Mariborsko univerzo, pa univerzami v Budimpešti, Peču in pa Bologni. Skratka, tudi v tujini, kar prinaša neko dodano vrednost, kajti na ta način tudi mladim generacijam, študentom lahko posredujemo naše, znanje. Publicistična razprava in gradivo in ob tukaj vabim vse kolege, da jih povabim, da lahko
pošljajo prispevek, objavijo prispevek v okviru inštituta, v okviru revije za narodnostno vprašanje, naše razprave in gradivo, ki je v zadnjih letih tudi spremenil nekako imidž zunanji in postal je zelo lep. Ob tem imam čas, da je kolegica tudi urednica, odgovorna urednica z mano, Sara Brezigar, tako da se lahko tudi na njo obrnete. Potem pa imamo tudi knjižno zbirko Ethnicity, etničnost, v kateri objavljamo pomembne, zanimive tematike, knjige, ki sodijo na naše področje. Jih je kar nekaj, seveda inštitutskih sodelavcev ali pa tudi zunanjih. Potem je pa tudi zbirka Medetnični odnosi v obmejnem prostoru med Slovenijo in Hrvaško in tudi tukaj je kolegica, ki je to zbirko vodila, dr. Vera Kržišnik-Bukić, med nami, tako da tudi njej lahko postavite kasneje kakšno vprašanje. Potem pa so seveda še tudi katere druge. Zdaj, delo v javnem interesu nekako vedno izpostavljen, že končujem, ampak inštitut je nekako vedno bil in je središče srečevanja tudi vseh zamejskih Slovencev. Zaradi tega je, bi rekla, društvo, ima sedež društev, skratka, mi smo nekje vedno prisotni. Tako imamo Klub koroških Slovencev, Klub tržaških Slovencev, Društvo za uporabno jezikoslovje, Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva, Romski akademski klub je bil ustanovljen prav tukaj, zdaj se je preselil in mi smo, inštitutski sodelavci so pomagali pri njegovem nastanju, Društvo za proučevanje demokracije in medetničnih odnosov in zadnje društvo, ki se je pa, rekla, v teh zadnjem obdobju in pri katerem je tudi inštitut veliko pomagal, je pa tudi Klub zamejskih študentov, ki se potem nekako bo povezoval z ostalimi društvi. Skratka, tudi ta je nekako naša dejavnost, rekla, zelo raznolika. Smo, še enkrat, kdo smo inštitutski sodelavci, multidisciplinaren in interdisciplinaren tim, ki ima znanje utemeljeno predvsem na tradiciji. Samo omejila, da prav zdaj, naprimer, MIH konferenc, organizacija okroglih MIH konferenc je tudi naša dejavnost in prav v teh dneh, zdaj konec tedna, imamo upravljanje, okroglo mizo o upravljanju migracij ter o begunski krizi v kontekstu uspešnih strategij in politik upravljanja različnosti, ki organiziramo mi skupaj z zagrebško pisarno Fundacije Friedrich Ebert. Tudi lansko leto smo imeli že eno tako podobno okroglo mizo in vas pač vabim. Glavni, bo rekla, nosilec te raziskave, tega, rekla, srečanja pa je profesor dr. Mitja Žagar, sodelavec inštituta. Najlepša hvala, da ste me poslušali.